Dragi bratje in sestre, Božji blagoslov vam želim. Hvaležen sem, da sem danes lahko tukaj z mojo ženo. Ravno sva včeraj prišla nazaj in sva sredi treninga za zdravstvene misionarje na Elija misijonski šoli. Morda poznate to šolo? Ste že slišali za to? Tam je tudi naš brat Mamon Wilson. Verjetno o njemu ste že kaj slišali. Poglejte si to ime na YouTubu in si poslušajte tudi njegova predavanja. Ta gospod, po mojem mnenju, kot nihče drug, izkušnje z Bogom imel v povezavi z zdravstveno-misijonskim delom, ki so tako neverjetna, da težko kdo verjame. In ta teden sva bila sedaj že četrtič pri takšnem treningu z njim in privilegija, da sva z njim lahko skupaj, ker se naučiš praktične reči, ampak tudi zaradi tega, ker ima duha, ki ga ta človek nosi s seboj in njegova naravnanost napram zdravstveno-misijonskem delu. On izobražuje brate in sestre, da postanejo zdravstveni misionarji oziroma zdravniki. Vem, brate in sestre, da tudi vi se tukaj trudite s predavanji, da boste čez nekaj časa imeli Barbaro O'Neill tukaj, da bo tukaj predavala. In spodbujam vas, da se udeležite in da povabite ljudi in da bodite tukaj z pisalom in zvezkom, da bi se naučili in te reči resnično tudi uporabili. Bratje in sestre, to je res privilegij. Moj tast in tašča iz Nizozemske, ki sta z misijonsko zelo aktivna, imata ravno kar Barbaro pri sebi, oziroma boste imela čez nekaj tednov, da bo imela predavanja. Preden bo potem prišla sem. Lahko vam pa rečem, ugotovili smo, da ljudje iz Egipta prihajajo in so poklicali tasta in taščo, ko so slišali, da bo Barbara prišla na Nizozemsko. Predstavljajte si to. Ljudje potujejo iz Egipta samo, da bi poslušali ta predavanja. Bratje in sestre, zelo pomembna tema. To ni tema samo za danes. Zjutraj s tem bi rad začel. Danes v ponedeljek se bom midva peljala nazaj, ampak uporabite to priložnost, ko bo prišla. To je Božje zadnje delo, ki bo v tem zadnjem času se dogajalo. In dobro, da te priložnosti izrabimo, da lahko delamo za Boga. Rad bi vas povabil tudi, da nakratko tudi molimo. In če je možno, pokleknimo. Naš nebeški Oče, hvaležni smo Ti, zato da danes lahko odpiramo Tvojo besedo, ker bi radi prijeli Tvojo besedo, ker je ta življenje. Podari nam, da bomo z odprtim srcem ne samo poslušali, ampak postali tudi delavci besede. Gospod, prosimo Te, da nas spreobrniš naše življenje, naš značaj, da bi bili tako usmerjeni, da nas nič drugega ne bi bilo bolj pomembnega, kot je Jezus v našem življenju. In da bi ljudi usmerjali na Te. Hvaležni smo Ti za to, Gospod, da boš Ti vodil s Tvojo besedo v te pridigi v Jezusovem imenu. Amen. Dragi bratje in sestre, pred enim tednom sem imel pridigo v neki skupnosti blizu tukaj, kjer bi se danes rad pripel zraven, ko sem govoril o evangeliju, ekumenskem evangeliju. Ne bom sicer vsega tega omenil, ampak gre za sporočilo, ki sem ga danes zjutraj ne samo dodal, ampak bi rad samo začel, tako da nekaj misli ponovim. Morda je že kdo slišal to pridigo, nič slabega, potem boste en del slišali še enkrat. Kdor pa tega še ni slišal in bi rad slišal, si lahko sami na mojem kanalu to najdete, na Timo Hoffman. In seveda, kot rečeno, danes zjutraj bomo samo začeli uvod, potem bomo šli pa korak naprej. Zanimivo je, da v tem času, da se res velike stvari dogajajo, pa naj bo to v svetu, ali z preroške vidika, ali v cerkvi, ali v drugih cerkvah, kot je bilo pred 2 tedni svetovni dan mladosti, katoliški, v Lizboni, na Portugalskem. Tudi veliko protestantov je šlo tja in so podpisali so nek dokument s katoliki, da so si zavzeli, da bodo 2033, da bodo protestanti in evangeličani s katoliki vred evangelij oznanjali. Zaradi ozadja tiste pridige sem se vprašal, kaj sploh je evangelij? In mi kot adventisti smo poklicani, da podamo zadnje sporočilo ljubezni in opozorila v obliki troangelske sporočila celemu svetu,
da evangelij teološko razumemo in ga tudi praktično izkusimo. Radi bi začel s citatom, ki sem ga tudi prejšnji teden uporabil. V knjigi Lift Him Up piše: misel, da nam je Kristusova pravičnost pripisana, uračunana, in ne zaradi kakršnekoli naših zaslug, ampak kot brezplačen dar od Boga, je zelo dragocena misel. Sovražnik Boga in človeka ne želi, da bi bila ta resnica jasno predstavljena, kajti ve, da bo njegova moč zlomljena, če jo ljudje v celoti prejmejo. Ko berem ta citat, verjetno ste ga že kdaj slišali ta citat, potem mi to kaže več aspektov. Kaže mi predvsem, ne morem vse ponoviti, ampak kaže mi eno reč. Predvsem, da je evangelij v svoji polnini sprejet in razumljen, verovan, z otroško vero sprejet, da potem je satanova moč prekinjena. Kar mi pa tudi kaže na koncu, da Božje ljudstvo tudi v tem področju se lahko uči. Kaj to pomeni, da iz Božje milosti pridemo do polnosti, da kot to razumemo, da bo tudi moč za pravično življenje v našem življenju mogoča. Tako tudi v predverju svetišča vidimo, kakor so tudi nekoč Izraelci imeli ta evangelij v taki obliki, kjer imamo prispodobo tega, kako je na dvorišču človek opravičen. Tam vidimo žrtveni oltar, tudi umivalnik, vse to poznamo, kjer se grešnik pride do oltarja, potem, ko je bil prepričan o svojem grehu v življenju, prinesel svojo žrtev in je mogel lastnoročno ubiti, prerezati vrat, potem duhovnik je ujel kri in nesel v sveti del svetišča. Simbol, ki ga vidimo, umivalnika, kjer je prišlo do očiščenja. Očiščenje od greha. Simbol dvorišča Jezusovega življenja in hkrati simbol opravičenja, ki se zgodi po veri. In poznamo 1. Janez 1:9, ki nam pravi, da če mu pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice, krivičnosti. In nas popolnoma očisti vse krivice. Tako da nič, popolnoma nič ne ostane v mojem življenju. Moje staro življenje je pozabljeno pred Bogom. Ves moj greh. Če vi tukaj sedaj sedite in morda slišite sporočilo in imate problem krivde v svojem življenju in čutite, da vas nekaj tišči, vedite, da vas Kristus vabi, da karkoli je tam, ni važno, kaj je tam. Bog ti z veseljem želi to odpustiti. To je čudovito sporočilo evangelija, kakor tudi evangelij, kako se začne. Da ti Kristus želi njegovo pravičnost želi podati, da bi lahko imeli mir z Bogom. Čudovito povabilo. Koliko ljudi je hrepenelo potem, ko je Jezus takrat hodil po zemlji in so ljudje bili bolni in on je prišel do njih in jih je ozdravil. Jezusu ni šlo samo zato, da jih je telesno ozdravil, ampak če si pogledamo Matej 8, kjer ozdravi gobavca. Tam vidimo, da je ta gobavec, ga noben nihče ne smel dotakniti, zato ker je bil smatran kot nečist in je smatran kot greh in ni se smelo bližati tem ljudem, ampak ta gobavec je prišel k Jezusu in mu je rekel in ga vprašal: Gospod, če želiš, me očisti. Če želiš. Kakšno je bilo Jezusov odgovor? Je še razmišljal, je še enkrat odprl Biblijo, rekel je, tako je rekel. V tem momentu ga je očistil, mu je odpustil vse krivde. Koliko časa je trajalo, da so gobe odšle? Kakšen teden, dni? Je mogel še kremca namazati? Nič. Takoj, komplet. Odpuščeno mu je bilo, dobil je odpuščanje in vidno je bilo tako, da je tudi gobavost odšla od tega človeka. To pomeni, da če bi to osebo dali v laboratorij preiskati, kaj bi najdel njemu od gobavosti? Nič več. Tako se opravičenje pred Bogom tudi zgodi. In kako, če nekdo pride s ponižnim srcem k Bogu. In sedaj, v tem času pa sedaj vidimo, kako se evangelij oznanja strani protestantov in katolikov po vsem svetu.
Je razumevanje pa malce drugačno, ko govorimo o opravičenju iz Biblije, da je dosti krat rečeno, ja, v redu, Jezus te razglasi za pravičnega. Tako rekoč, Bog sedi v nebesih in te izreče za pravičnega, brez da bi se karkoli s tabo v bistvu spremenilo, da bi se zgodilo, da bi prišlo do novega rojstva. Brez tega, da postaneš nov človek, tako kot piše 1 Korinčanom 5:17, kjer piše, vidite, vse staro je minilo in vse novo je postalo. Kot da bi Jezus gobovcu rekel, bodi čist, ampak nič se mu ne bi zgodilo. To je napačno razumevanje opravičenja, za katerega mnogo ljudi tudi verjame. Jezus je rekel, sedaj, tukaj, zgodilo se je. Seveda gre tukaj tudi za izkušnjo novega rojstva. Na strani opravičenja, kjer v predverju, na dvorišču, kjer pride do opravičenja. Zato nam je Bog tudi to dal, to sliko. V tem procesu se prične novo rojstvo. Si nov človek, lahko verjameš to. Jezus te je ustvaril na novo. In tudi ne razglasite samo za pravičnega, ampak tudi nov si. In zato, kaj so bili tudi največkrat besede od Jezusa, ki jim je rekel, ki so bili bolni in ko jih je ozdravil, kaj je bila naslednja reč, ki jim je rekel, kakor tudi piše v Bibliji dostikrat? Veste te besede, ki jim je rekel? Pojdite in ne grešite več. Jezus, naslednja stvar, ki jim je rekel, ko ga je očistil, ko jim je vse odpustil iz preteklosti, jim je rekel, jim daje ukaz, pojdi in ne greši več. Se Bog tukaj z nami igra? Govori nekaj, kar je nemogoče? Ste že slišali, da bi Bog nekaj rekel, pa se ni zgodilo? Vedno, ko Bog v Bibliji nekaj govori, se zgodi. In tako je. Psalm 33. Če temu ne bi bilo tako, potem bi se Bog lagal. Veste, ko grem na svoj vrt v tem času, no, tukaj imate en pogled na naš tunel, ker imamo med drugim tudi lubenice, in ko grem na vrt, naš vrt, potem pričakujem sadeže okoli tega časa, kaj ne? Saj sredi avgusta. In če si dovolj zgodno posejal, potem tudi pričakuješ tudi sadove, kaj ne? Lepe, velike lubenice, ki rastejo po tleh ali pa gor ali pa kakorkoli. Pričakujem celo, ko pridem v rastlinjak v tem času, da jih lahko že zavoham, te melone. Res je tako. Pri meloni se ve potem, recimo pri lubenicah je malo težje, ampak pri sladkih melonah se že zavoha, ko je nekaj zrelo. In kasneje tudi vidimo, kako se je to pobarvalo. In to je tako, kot tudi Bog v našem življenju želi narediti, ko nas je opravičil. Da se vidi v našem življenju, da je sadež resnično raste in da pride do dozorelosti. Da nam je bilo odpuščeno in da smo očiščeni in imamo ta mir z Bogom. Pogosto pa je dosti krat tako in tudi Ellen White piše, upanje v zveličanje je sprejeto brez popolne, radikalne spremembe srca in obnovitve življenja, reformacije. Zato je mnogo površnih spreobrnjen in mnogi se priključujejo cerkvi, a da se nikoli niso zedinili s Kristusom. Ta teden sem se z nekom pogovarjal, z gostom, ki je tudi bil tukaj, od evangeličanov prihaja in je rekel, Timo, glej, številke, prostori in skupnosti in cerkve so polne in ljudje prihajajo in prihajajo. In to je tudi dokaz za to, da Bog tam deluje. Ne želim reči, da Bog tam ne deluje, to ni zdaj diskusija. Jaz verujem, da Bog povsod deluje in da Bog lahko spregovori tudi preko slona, ampak kakorkoli. Zgodi se tudi to v vseh cerkvah, da ljudje, ki niso doživeli spreobrnenja, upravičenja in da vse skupaj samo nekako sprejeto, ki mesenemu srcu nekako daje neko zadovoljstvo, ampak kjer ne pride do radikalne, tako kot piše, spremembe srca, do reformacije življenja in to tudi učini. Pogosto je rečeno samo veruj in potem je v redu, super, ampak da človek resnično Bogu, zvesto sledi Bogu, to ni nekaj, kar dejansko ljudje verujejo. Ne vem, če poznate to sliko, to so že pred nekaj leti uporabili to sliko v sobotnih šolskih lekcijah.
Bratje in sestre, ta slika je resnično teološka laž. Če pogledamo v Zahej, 3. poglavje, tam vidimo, da oblačilo, ko Jezus tam stoji in vidi, daje svoje oblačilo pravičnosti, da tisto umazano oblačilo more v našem življenju popolnoma dol, preden lahko oblečemo njegovo obleko pravičnosti. Ne moremo biti oblečeni s njegovo pravičnostjo, če še zavedno se oklepamo greha v svojem življenju, če je še vedno umazanije v našem življenju. To se mora odstraniti in potem lahko Kristus obleče obleko pravičnosti. Misel, da nam je Kristusova pravičnost pripisana, vračunana, ta citat smo ravno brali, ne zaradi naših zaslug, ampak kot prosto darilo od Boga, dragoceno darilo. In hudič želi se strudi na tem, da točno ta aspekt, če začnemo z evangelijom, tega ne razumemo. In to je točno to, kar se je zgodilo v preddverju, na dvorišču, se pravi opravičenje po veri. In potem tudi vidimo v svetišču in mnogo kristijanov tukaj ostane na dvorišču. In mnogo kristijanov sicer veliko govori o novorojenstvu, ampak to ne gre za novorojenje, ki te resnično naredi v človeka, ki si na novo ustvarjen, da sedaj veš in Jezusov ukaz in da obljube Božje, pojdi in ne greši več, da je to izključeno. In rečemo, da je to nemogoče. Ampak vemo, da če si pogledamo svetišče, da je tam na žrtvenem oltarju, kar je simbol za križ, da se evangelij tam ne konča. Ampak, da je naslednji korak, ki se mora zgoditi v svetišču, kjer potem vidimo še druge predmete v svetišču simbolizirajo na koncu življenje, ki ga v življenju sedaj živimo, medtem ko smo bili upravičeni. Živeti življenje po veri. Posvečenje doživeti, po veri, v svetišču. Odprite z menoj Razodetje 3. Ko govorimo o posvečenju, potem je to zelo pomembno sporočilo. Razodetje 3:21. Nam zelo poznana vrstica. Želimo še enkrat prebrati. 3:21. Sedaj smo bili upravičeni, sedaj gremo v sveto in v Razodetju 3:21 nam piše, njemu, kdor premaga, dam sedeti z menoj na prestolu svojem, kakor sem tudi jaz premagal in sedel z očetom svojim na prestol njegov. Jezus, bomo še brali v Janezovem evangeliju, kjer pravi, tako kakor sem jaz premagal, je rekel, tako premagajte tudi vi. Tukaj vidimo, da je nekaj za premaganje ni opcija. Ne, da nekoč nekaj premagaš, ampak ko smo bili upravičeni pred Bogom, ko nas Bog želi vzeti k sebi noter in nam Jezus pravi, premagajte. To je tako rekoč imperativ, ukaz Božji, naloga Božja, komanda od njega. In vsaka zapoved bi morali imati kot obljubo in to s hvaležnostjo sprejeti, ki nam jo Bog daje. Ker Bog je rekel in tako stoji. Seveda na podlagi pogojev, ki jih Bog daje. Ampak vprašanje sedaj za vas. Ali je bil Jezus je premagoval? Ja, kaj ne? Jezus je premagal. Ali je Jezus kdaj grešil? Ne. Upam, da vsi lahko to potrdite. Jezus nikoli ni grešil. Kaj lahko iz tega sklepamo? Povzamemo. Če Jezus, postavimo si vprašanje, kaj je mogel v bistvu Jezus premagati? Ali je Jezus moral premagati greh, dobiti ven iz svojega življenja ali se samo braniti grehu? Povejte mi. Upirati se grehu. Kaj ne? Saj on ni imel greha in ga ni rabil izprazniti sebe. Torej, Biblija nam pa pravi, premagajte tako, kakor sem jaz premagal, pravi Jezus. Kaj to za nas pomeni, brati in sestre? Jezus je premagal tako, da se je popolnoma v vsakem momentu, pri katerikoli preizkušnji že in kakorkoli močna je bila, in piše v Hebrejščih 4, da je Jezus bil skušan v vsem, kakor mi, vendar brez greha. Da je v vsakem momentu se podredil očetu in mu vedno zaupal. In živel življenje po veri, ki nam je kakor zgled. Naj bi bil. In je bil tudi dan. Torej, ko je Jezus imel probleme s koščavami, kakorkoli močne že, je njegovo premagovanje bilo v temu, da se je upiral grehu.
In bratje in sestre, tukaj se stavimo, si morda zapisimo ali pa si zapomnite. To je to, ko Biblija pravi, kaj to pomeni premagamo. To je to. To je biblični izraz, ki pomeni premagati. Biblični izraz premagati ne pomeni, da se znebimo greha, ampak pomeni, ker upravičenje je greh že odpisal. Posvečenje je zato, da greh drži stran. Torej, da ne dopustimo več greha. Pojdimo v Janez 17:19. 17:19. Še en drug primer iz molitve velikega duhovnika. Janez 17:19. Jezus tam moli očetu. Preden je prišel v situacijo Getsemanija in Golgote. 17:19. Jezus moli, s tem, ko je rekel, in zanje sam sebe posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici. In zanje se posvečujem. Ali je Jezus imel izkušnjo posvečenja? Kaj mislite? Ne rabite ugibati, preberite, kaj je molil. Jaz se posvečujem, piše. Sam sebe posvečujem. Jasno nam piše, da se je Jezus imel izkušnjo posvečenja. Rastel je od milosti do milosti, od značaja do značaja. Še enkrat vprašanje, ali je Jezus kdaj grešil? Ne. Zakaj se pa potem mora posvečevati? A vidite, da izkušnja Jezusova posvečenja leži tudi v tem, kakor tudi premagovanje greha, s tem, da se je upiral grehu, da ni v njegovem življenju bilo greha. Bratje in sestre, ali razumemo to pomembno točko? To je isto, kakor premagati. Isto, da greh držimo stran. To je biblično posvečenje. Včasih pa smo morda glede tega zmedeni, morda nam pride tudi citat v glavo od Ellen White, kjer piše, ali ne pravi, da je posvečenje življenjsko delo, da to traja celo življenje? Vse poznate ta citat, kaj ne? Nisem ga dal na folijo, ampak o tem govori. Pravi, da to traja celo življenje. In pogosto povezujemo s temi mislimi tudi, ok, posvečenje traja celo življenje in si mislimo, ok, gre se za to, da celo življenje na tem delam, da se znebim greha. Če tako razmišljam in vem, tudi jaz sem imel take misli, ko sem bil tako v svojem procesu, potem miselno nikoli ne bom prišel tja, kamor na koncu pridige želim prideti. Ampak, če grem s takim mišljenjem, da moram recimo na svojem potrpežljivosti delati, ali pa recimo, da moram razmišljati o svojem apetitu in delati na apetitu, potem pride naslednji problem, potem imamo nekako tako listo, ki jo obklukamo in na koncu, ko bom 80 let star, upam, da sem uspel, hvala Bogu, težko je bilo, mi je ratalo, končno sem tako, kot me je Bog želel imeti, popoln sem. Bratje in sestre, to ni opravičenje, pravičnost po veri. To je pravičnost po evoluciji. Mi verujemo v stvarjenje kot adventisti. Seveda je posvečenje, ne me narobe razumeti. Posvečenje je nekaj, kar traja celo življenje. Ampak to je sestavljeno, da se celo življenje branimo grehu. Ne gre za to, da dobimo greh ven iz sebe, seveda nam Sveti Duh pokaže stvari v našem življenju. Ne me narobe razumeti. Hodimo z Bogom, ampak proces, misel evangelija in seveda namen posvečenja ne gre za to, da bi greh dobili ven, ampak to, da bi se upirali grehu. Saj nam je že oproščeno, ne pozabite tega. Vi ste že opravičeni. Vsako jutro seveda potrebujemo novo rojenje, tudi svetišče nam to kaže, jutranja in večerna daritev. Ampak, bratje in sestre, pred Bogom sem bil opravičen. Nov človek sem. V tem trenutku sem lahko z Bogom povezan in ostanem povezan. 1. Korinčanom 10:13. Kakšna čudovite besede in obljube. 1. Korinčanom 10:13. Da je to biblična resnica. Biblija pravi, ni vas nobena izkušnja zadela, razen take, ki jo mora človek prenesti. Zvest pa je Bog, ki vam ne da biti izkušanim nad vašo moč, temveč stori z izkušnjavo tudi izhod iz nje, da jo morate prenesti. Pa naj to bo od znotraj
a ljud zunaj bo priskrbel, da je izhod iz nje, da jo moramo prenesti. Tam na vratih vidite zelen znakec gor na vratih za izhod. Vedno se spomnite, ne glede na to, kako močna je skušnjava, tudi v sobotni šoli smo govorili o tem, da je vedno izhod. Vedno je možnost, da ne padem v ta greh. Vedno, ne glede na izkušnjo, kako močna je, mi Bog ponuja ta izhod. V angleškem piše the way of escape v angleško. Torej ta pot pobega, da se držimo Kristusa in da ne pademo v greh. Preberimo še drugo besedilo, 2 Korinčanom 10. To so besedila, ki me že leta nosijo. 2 Korinčanom 10, 4-6. To je tam, kjer je Pavle bil ravno napaden, tudi nekaj ljudi iz Korinta. Opisuje te besede v tem kontekstu, od 4. vrstice, zakaj orožje našega vojskovanja ni meseno, ampak močno po Bogu za razrušenje trdnjav, ko razodevamo sovražne naklepe, torej karkoli nam Satan v življenje prinese in vse, ki je kakorkoli proti Bogu in evangeliju, da uničimo. In vsako visokost, ki se vzdiguje zoper spoznanje Božje, in vidimo vsako misel v sužnost, v Kristusovo poslušnost. Bratje in sestre, to je posvečenje. To pomeni, da ostanemo zvesti, da hodimo z Bogom, da vedno najdemo ta izhod v skušnjavi k Kristusu. Ne rabimo spustiti Kristusove roke. Rekel je, pojdi in ne greši več, potem, ko je me opravičil. Že nekoč. Ellen White piše, posvečenje je poslušnost Božjim zapovedim. Mnogo jih je, ki imajo o tem delu v duši napačne predstave. Toda Jezus je molil, da bi bili njegovi učenci posvečeni z resnico in dodal, tvoja beseda je resnica. Posvečenje ni takojšnje, temveč postopno delo, tako kot je poslušnost stalna. Vidite? Stalna. Ne gre za to, da se znebimo greha, ampak za to, da ostanemo zvesti tisti moment. Zato pa Jezus tudi pravi, pojdi, ne greši več. Posvečenje ni takojšnja stvar, ampak napredujoča. Dokler nas bo Satan silil v svoje skušnjave, se bo treba vedno znova bojevati za zmago nad seboj. Toda s poslušnostjo, in se taj upanje, toda s poslušnostjo bo resnica posvetila dušo. Bratje in sestre, to je privilegij evangelija, dobro sporočilo, da je poslušnost stanje lahko. Stanje je lahko, da je to lahko realnost, da nas vede naprej, da lahko gremo od zmage do zmage. Ko sem prejšnji teden zapustil moje melone na vrtu, sem si pogledal to slikico, ker sem naredil sliko in sem bil ženo, bil na predavanjih nekje. In ta melona, tako kot je danes v tem stanju, še ni zrela, ampak sedaj v tem stanju, v katerem je zdaj, je popolna. Zato, ker za vse, kar je imela do sedaj, luč, ki jo je prejela, hranila, ki jih je dobila do sedaj, vse, kar je dobila do sedaj, pesmi, ki sem jih pel, hecam se, meloni. Ampak vse to je pred Bogom, to stanje, po merilu, ki ga je Bog dal, je to popolno. Ampak veste, kaj sem pričakoval, ko sem včeraj prišel domov? Pričakoval sem, da bo ta melona sedaj izgledala drugače, kaj ne? Včeraj zvečer sem šel sem noter in sem se pogledal isto melono in spremenila se je. Od odzunaj se je iz oblike spremenila in tudi, če grem noter v tunel, se je že oddaleč vohalo. Še pogledal sem in jo najti sem je moral. In potem se lahko veselimo tega. To je bilo, by the way, danes moj zajtrk, ko razrežete ta sadež. In ta, seveda, čudovite jagode, ki smo jih danes zjutraj imeli, super. Bratje in sestre, opravičenje, posvečenje. Posvečenje je kontinuiran proces v popolnosti.
Ne gre za to, da 80 let se postaramo, takrat mi bo ratal, ne? Če me bo pustil 80, 90, 100 let star, sem mu lahko hvaležen za to, da lahko neprestano rastem. Ne gre za to, da rastemo proti popolnosti, ampak moramo že sedaj drugače razmišljati, ampak da rastemo v popolnosti. To je biblično posvečenje s ciljem tja. Ko sem opravičen, sem se spreobrnil, očiščen vse krivičnosti, kakor gobavc, in ko mu je Jezus rekel, pojdi in ne greši več. In potem lahko v Božji milosti rastemo, od milosti do milosti, od značaja do značaja, od enega nivoja popolnosti do drugega nivoja popolnosti. Biblija demonstrira to sliko, tudi z melonom, tudi v Markovem evangeliju, o klasu, ki zraste do polnega klasa, ne, se poznate zgodbo. Gre za rast v popolnosti, ne rast v popolnost. In Sveti Duh nas vodi po tej poti. Na vsakem koraku razvoja je naše življenje lahko popolno. A ni to lepo? To posvečenje je napredovalni proces od enega koraka popolnosti do drugega koraka popolnosti. Ni nam potrebno tega v prihodnost predstavljati. Ne rabimo se misliti, da bom nekega dne dosegel to, ali pa da bom umrl že samo, ko slišim besedo popolnost, ali pa brezgrešnost, ali pa kaj podobnega, ali pa brez greha biti, ali pa ko Jezus pravi, pojdi, ne greši več, in jaz obupam, kako je to mogoče. Bratje in sestre, ta dan v prihodnosti nimamo ga. Naj vam danes nekaj povem. Edin dan, ki ga imamo, je danes. In dobro je tako. Jezus je rekel, naj bodo vaše skrbi za jutri. In koncentrirajte se na danes. Današnji dan imamo. Ne glejte v prihodnost in si mislite, da boste nekega prihodnega dne posvečeni. Danes bodite posvečeni z resnico. Zato nas Jezus vsak dan vabi, ko nas je opravičil, ostanite v meni, tako kakor trta in mladike v trti. Ostanite v meni. Zato tudi Peter lahko reče v 1. Peter 1:16, citira iz Stare zaveze, ker nam Bog pravi, jaz sem svet, zato bodite tudi vi sveti. Kakor sem jaz svet, bodite tudi vi. Potem pa gledamo na svoje življenje, kako naj to priredim v svoje življenje. Ampak Bog nam pravi, tako kot sem svet jaz, bodite tudi vi sveti. Ker je to stanje in ne nekaj v prihodnosti, ampak zvestoba je v tem momentu. Tako švoh kot sem in ko sem prvič prišel k Kristusu, moje grehe prepoznam in priznam in me on očisti vse krivice. V tem momentu in se držim in sem prijel Svetega Duha, doživim novo rojstvo. V tem momentu, bratje in sestre, mi je obljubljeno, da lahko hodim z Bogom zvest. To mi je obljubljeno. Ja, če pademo, hvala Bogu, lahko ponovno pridemo k njemu. Ampak isti Janez, ki to piše v 2-3 vrsticah, 1. Janez 1, 2 in naprej, cilj ni živeti v hrčkovem kolesju in vedno padati in stati in padati in stati. Na misel evangelija je, da lahko vstanemo in stojimo na njegovo slavo. Zato je Jezus tudi rekel, bodite popolni, kakor je Oče v nebesih popoln. To pomeni, bodite poslušni, zvesti, zaupajte mi, držite se mojih obljub. Zato je tudi razbojnik na križu, je dobil pritrdilo od Jezusa, da bo nekoč z njim v nebesih. Bratje in sestre, teoretično, če bi ta razbojnik še lahko šel iz križa, rečemo hipotetično, bi mu Bog pustil rasti, bil je popoln po vsej luči spoznanju, ki ga je imel, je bil popoln. In dobil tudi potrdilo od Jezusa, da bo bil v nebesih. In lahko bi stopil iz križa, morda mi jutri da Bog še en dan. Sem lahko hvaležen, da na njegovo slavo lahko rastem v popolnosti. In ostanem zvest. In danes doživim posvečenje in držim greh stran iz mojega življenja. In da naprej prejemam njegov čudovit značaj od Jezusa. Če si danes čist z Bogom, potem si pripravljen, da Kristus danes pride. A ni to lepa obljuba?
Ali ne odvzame to pritiska? Da vem, da luč, ki sem jo prejel, tako kot melone prejšnji teden, sem si rekel, ja, super, popolne so. Ampak naslednji teden, ko želim priti, bi se veselil, da bo zrela in da jo bom lahko pojedel za zajtrk. Ne rabimo se skrbeti, bratje, sestre, kako mi bo to ratelo, kako bom to naročil. In nehamo o popolnosti govoriti. Danes ostanite z Jezusom, skriti v Bogu, da vsak dan umrete sebi. To je pravo opravičenje, to je pravo posvečenje. Če to razumemo, bratje in sestre, kaj Bog namerava na tej točki, če tako živimo vsak dan z Bogom, potem je tudi to, kar si bomo sedaj prebrali na koncu, potem lahko to verujemo, bratje in sestre. Ne rabimo iti v nek fanatičen kot in si misliti, oj, kaj je to? Ampak lahko v veri to sprejmemo. Če do tega procesa, do sedaj lahko rečemo amen, da je to opravičenje biblično, da je to posvečenje, tako kot piše v Bibliji in lahko živimo. Potem lahko tudi to doživimo, kar si bomo sedaj prebrali. Ellen White piše, tisti, ki so rojeni v novo stvarjenje po svetem duhu, v novo življenje, so postali deležni Božje narave. Torej opravičenje, novo rojstvo. Zavedati se moramo, da je z vero v njega naš privilegij postati deležni božanske narave. Tako se izognemo pokvarjenosti, ki je v svetu zaradi poželenja. Takrat, potem piše, takrat smo očiščeni vseh grehov, vseh značajskih napak. Ni nam treba ohraniti niti enega samega grešnega nagnjenja. Imamo nagnjenja v življenju, ki smo jih prijeli po dednosti. Imamo nagnjenja v življenju, ker smo grešili in smo se jih privadili. Jezus ni imel tega dela. On je imel dedne stvari. Nikoli pa ni grešil. Ni pa si jih sam privzgojil. Se jih privzgojil, nagnjenja, ne? Grešno. Mi pa to imamo. Ampak tukaj nam je obljubljeno, da celo da lahko pridemo do točke, ko smo na novo rojeni. In to je izkušnja, ker Biblija govori o 144,000 na koncu časa, da jih bo Jezus za določeno nalogo poklical, za posvečenje slavo njegovega imena, da celo grešna nagnjenja. To ne pomeni, da bo hudič nehal. On bo nas skušal do konca. Ampak spominjate se na Jezusove besede, ko je rekel, Jezus pride k meni in najde na meni kaj? Nič. Nič ne najde v meni. Zakaj je Jezus lahko to rekel? Ker Jezus nikoli ni grešil. V njem ni bilo nagnjen, ki bi jih Satan lahko uporabil kot neko prednost, da bi pritisnil na tisto. Ker Jezus nikoli ni pil alkohola, ni kadil cigaret, ni gledal pornografije ali karkoli slabega. Ampak ker je ostal zvest v posvečenju vsak dan. Ta izkušnja, bratje in sestre, ni obljubljena za jutri, ne po jutrišnjem, ampak danes nam je obljubljena. Jezus je rekel 8:36 je rekel, kakor sem jaz premagal, tako premagajte tudi vi. Ne pozabite, da njegovo premagovanje je ležalo v tem, ne da zbriše greh, ampak da se je upiral grehu. Mi lahko zares premagamo. Da, povsem, popolnoma. Jezus je umrl, da bi nam odprl pot. S tem nam je omogočil, da lahko... Poglejte to obljubo. S tem sprejmimo to in preberimo to v veri. S tem nam je omogočil, da lahko premagamo vsako slabo nagnjenje. Vsako slabo nagnjenje, vsak greh, vsako skušnjavo in na koncu sedimo skupaj z njim. Imeti vero in podedovati zveličanje je privilegij vseh nas. Božja moč se ni zmanjšala. Videla sem, da bi on rad pokazal svojo moč, kakor je to počel v preteklosti. Božja cerkev je izgubila vero. Ali nismo rešeni po veri? Ki je izgubila svojo vero, da bi se v veri oprijela moči. Torej, pravičnost po veri je nekaj praktična stvar, ne sodna izjava. Torej, Božja cerkev, ki je izgubila vero, da bi se v veri oprijela moči za borbo, kakor Jakob, ko je vzkliknil, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Bratje in sestre, imam izkušnje, ne bom vseh danes povedal, morda poznate te izkušnje. Ko sem se bojeval s pornografijo, s samozadovoljevanjem v svojem življenju, ker sem razumel, da je to grešno in sem želel to se znebiti svojega življenja. In sem mnogo let vedno znova padal v grehu.
prenehal in spet začel. In potem sem prišel do točke, kaj to pomeni, da se z Bogom bojuješ. Te izkušnje so na internetu. Ko sem to doživel, preden sem spoznal svojo ženo, da je to nagnjanje k samozadovoljevanju, ki je bilo zelo močno, že od 5. razreda leta sem to prakticiral, da je to izginilo iz mojega življenja, da me to ni več kontroliralo. To ne pomeni, da nimam več želje po seksualnosti, ampak da je to hudobno nagnjanje, ki sem ga počel od 5. leta, je izginilo. In ko to doživite, bratje in sestre, potem lahko tudi to besedilo verjamete. Potem lahko rečete, ja, Gospod, verujem, da me boš pripeljal do tukaj. Pa ne glede na tako grešen in švoh sem lahko na Božjo slavo del 144 tisoč. Ne zato, ker sem nekaj poseben ali elita ali karkoli, ampak zato, ker je Jezus to zame naredil. Če On to želi, potem ga želim videti, ko bom še živ. In želim z njim stati tam. Niti z eno mislijo se ni vdal skušnjavi. Tako je lahko tudi z nami. In to je izkušnja popolnosti. Opravičenje na dvorišču, posvečenje v svetem in popolnost v najsvetejšem. Jezus je imel to izkušnjo najsvetejšega. Sedaj, ko naš veliki duhovnik opravlja spravo za nas, si moramo prizadevati biti popolni v Kristusu. Naš zveličar niti z eno edino mislijo ni mogel biti zapeljan po puščanju moči skušnjave. Satan na Božjem sinu ni mogel najti ničesar, kar bi mu omogočalo izbojevati zmago nad njim. Bratje in sestre, preberimo sedaj to v veri. To so razmere, stanje, v katerem se morajo najti vsi, ki želijo zdržati čas stiske. Wow. Bratje in sestre, to je vredno prizadevanja. To mi ne daje pritisk in ne straši me. In to ni fanatično. In to je to, kar želim. Želim to svobodo, kakor Kristus na križu, ko je tam bil trpinčen in še vedno je lahko rekel, Bog, odpusti jim, ker ne vedo, kaj delajo. Ko ste v tem stanju, potem absolutno imate svobodo. Ko te najbližji v družini nepravično delajo s tabo in še vedno lahko rečeš, odreagiraš, da ne pride tvoj jaz naprej, ampak takoj lahko rečeš, da jim odpusti. In če resnično imaš tako naravnanost, da te je Bog pripeljal do tega, da lahko odpuščaš in da se ne vidi tvojega jaza, to je čudovito. To je vredno, si za to prizadevamo. In tudi jaz bi rad bil tam. Vem, da še nisem na te točke, ampak želim tja priti. In doživljam to, kako Bog z nekom hodi in nekoga tja vodi. Z načrtom odrešenja je Bog poskrbel za sredstva, s katerim je mogoče obvladati vsako grešno lastnost in se upreti vsaki skušnjavi, naj bo še tako močna. In to vse se zgodi z mogočno delovanjem tretje osebe božanstva. Pa naj gre za podedovana ali pridobljene nagnjenja k zlu. Nagnjenje k samozadovoljevanju sem se sam prevadil. Tudi alkohol. Dobil sem tudi podedovane stvari od staršev. Ampak tukaj nam je obljubljeno, da vse lahko to odložimo. Da nas niti ne privlači več po teh rečeh. Kakšno čudovito sporočilo je evangelij. On, Kristus, je prišel na ta svet in živel življenje brez greha, da bi v njegovi moči tudi njegovo ljudstvo živelo življenje brez greha. Bratje in sestre, biti brez greha ne pomeni nič drugega, kakor Ellen White v drugih citatih piše, da neprestano mislimo na druge prvo, ne nase. In mislim, da s tako definicijo nihče izmed nas nima problema, kaj ne? Da smo tako nesebični, da neprestano prvo mislimo na druge. Naj bo tudi povedano, da kdor nima dovolj vere v Kristusa, da bi verjel, da ga lahko obvaruje greha, nima vere, ki bi mu omogočila vstop v Božje kraljestvo. Vsi pa smo povabljeni, vsak po svoji veri, pravi Jezus. Naj se zgodi po tvoji veri. Jezus je rekel, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Tudi življenje Kristusovih sledilcev mora biti podobno isto njegovemu življenju. Niz nenehnih zmag, da bi se značaj popolnoma obnovil. Ta žrtev je bila darovana na dvorišču na križu, da bi človeku povrnila njegovo prvotno popolnost. Še več, da bi popolnoma spremenila njegov značaj. Bratje in sestre, zakaj Jezus še ni prišel nazaj na križu? A razumemo, da veliki boj še traja, poteka? Obstaja neka mala čredica, ki Božje zapovedi še drži. Tako je obljubljenje v Razodetju 14.
12. In Satan ve, da nam je to obljubljeno in bojuje se proti temu, da značajske pomanjkljivosti ne bi bile premagane, da bi Božje sveto ime bilo omadeževano. Ampak Bog deluje na svojem ljudstvu, da bi se ta značaj izpopolnil. In želim vas spodbuditi, berite v tem kontekstu morda za vas 79. poglavje iz Jezusovega življenja. Včasih si mislimo in veličinoma evangeličani tako razmišljajo, da se je evangelij na križu končal. Ampak Ellen White jasno piše, in tudi v Bibliji to piše, ona lepo povzame, ne bomo brali, ampak sami si preberite. 79. poglavju, da je Satan potem poskušal drugo prevaro, tako da bi izničil Božje zapovedi. Kaj ni to tako? V veliko oblikah. Nekateri pravijo, da zapovedi sploh ni več treba držati, ali pa kot mnogi pravijo, ja, delno ja držite, ampak ne vseh. Neke stvari je treba, neke pa ne. Ali pa, da ne moremo držati. Ampak tukaj gre za lažniv zaključek, ki nam Satan ga prodaja. In veliki boj še vedno traja. In Bog še vedno čaka. Čaka, da bi Bog tebe lahko uporabil v tem velikem boju. Na njegovo pričevanje. Satan je trdil, da ljudem, padnemu človeku, ni mogoče živeti brez greha. Ali Pavel ni rekel v Galačanih 1, 6, 7? Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusu, se sprejel drug evangelij, ko pa drugega evangelija ni. Kaj pa je evangelij? Kaj je biblično opravičenje in posvečenje? Bratje in sestre, zaključujemo, še 2 citata preberimo. En del njegovega poslanstva na tem svetu je bil v tem, da nebeškemu vesolju, Satanu in vsem padlim Adamovim sinovom in hčeram razodel, da lahko človeštvo po njegovi milosti izpolnjuje Božji zakon. Milost je, da nam je odpuščeno. To je opravičenje. Milost je, da lahko ostanemo zvesti. In to je tudi milost, da imamo izkušnjo dovršitve popolnosti posvečenja. Zato vsak dan potrebujemo razsvetljenje. Tako kot David bi morali moliti, odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave. Bog bo imel na zemlji ljudstvo, ki bo opravičilo, zagovarjalo njegovo čast, z držanjem vseh njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke, niso suženjski jarem. David je v svojem času molil, čas je, da delaš, Gospod, ker v nič so deli zakon tvoj. Bratje in sestre, to je jedro troangelskega sporočila. Celotna nebesa čakajo, da mi, ne iz naše moči, ampak Kristus v nas, da Bog v nas, da ubranimo Božje zapovedi, da so razglašene za svete, pravične in dobre, zaradi Božjega delovanja v vsakem posamezniku izmed nas, da je popolnost njegovega značaja se razodane. Naj zaključim s to izjavo. Ali iščemo njegovo polnost in vedno strmimo k cilju, ki je postavljen pred nas, k popolnosti njegovega značaja, ko bo Gospodovo ljudstvo doseglo to točko, bo zapečateno na čelu. Napolnjeni z duhom bodo popolni v Kristusu in angel, zapisovalec bo izjavil, končano je. Danes evangeličanski protestanti hodijo ven na ulice in pravijo, Jezus je rekel na dvorišču, da je vse dopolnjeno. In to je to, konec. Biblija nas pa uči, da naj dvignemo svoj pogled iz dvorišča v najsvetejše, da tam ostanemo zvesti, da greha ne poskušamo dobiti ven, ampak da se upiramo grehu. In da če smo padli, da ponovno ostanemo in da se upiramo grehu v njegovi moči in potem stopimo v najsvetejše in potem, kjer bo zadnjič rečeno, potem, ko bo njegovo ljudstvo na tej točki, da bodo nebesa še enkrat lahko rečila, zato 79. poglavje Jezusova življenja, da je dopolnjeno, se bo še enkrat zgodilo. Iz srca nam želim to, iz srca nam želim in vam kot adventni skupnosti, da to vero, to, kar je bilo adventno verovanje, nekoč, mnogo let, dokler se ni zgodovinsko, so se zgodile druge stvari in so drugi evangeliji in koncepti prišli v našo skupnost. Bratje in sestre, on nas je opravičil, posvetil, dovolimo mu, da on tudi dokonča, da on to popolnoma dopolni, naj nam Bog pri tem pomaga. Amen.